Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v tokratni oddaji Ura resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta tokrat Peter Jantič in dr. Boštjan Marko Turk. Naša nocojšnja tema pa je politični pregled leta 2025 in napoved za leto, ki prihaja. Najprej bi vaju vprašal, Peter, Boštjan, kaj bi vidva rekla, da je tisti dogodek, ki je najbolj obeležil politično leto, ki se ravnokar izteka? Da moramo plačevati dodatne prispevke, 2% od vseh plač, denarja za to pa niso uspeli porabiti. Hkrati pa to, da smo konec leta dobili vsi nenačrtovane božičnice, oziroma v resnici so zimski regresi, ker se je premier zmotil v poimenovanju, za katere država ni nič denarja nikjer načrtovala, tudi nobena druga institucija, ker pač imamo takšno vlado. Ne. Je pa bilo za ljudi lepo, super. Ne. Vidim, da imaš to sicer klasično definicijo politike, da pač naj bi načeloma volili za tistega, ki nas ne udari po žepu. Koliko misliš, da to velja recimo nasploh v Sloveniji? Imamo tako volilno telo, da zna prepoznavati recimo pač kako jih oblast udari po žepu, ali to sploh ni pomembno pri nas? Mislim, da to v Sloveniji absolutno ni pomembno, ker sicer te vlade ne bi bilo na oblasti, ker je bilo pričakovati, da bo ljudi udarila po žepih, to je tudi naredila. So pa naredili na nek način vendarle spretno, v skladu z logiko, o kateri ti govoriš, to je to, da so udarili po žepu prva leta mandata, zdaj na koncu pa delijo ene bombončke, da bi se malo pozabilo to, da so med tem izčrpali. No. Ampak jaz mislim, da so pa ljudje dovolj pametni, vendarle, da gledajo širše in vedo, da na koncu ne gre za to, kako leto dobiš, ali pa kak mesec, ampak kaj imaš dolgoročno. In da če si grunt razprodal za to, da bi se lepo imel, to ni najboljši, kako bi rekel, razplet dogajanja. In tisti, ki to naredijo, potem morajo iti nekam delati kot dninarji ali pa na tuje. Ne. To, mislim, da ljudje to kar vedo. No. Škoda, da oblast to premalo upošteva. Smo pa imeli prej pač nek sistem socialističen, ki nas je najbrž pokvaril, ki pa je živel na tej logiki, da ni treba skrbeti za uradno, na logiki, da ni treba skrbeti za premoženje, čeprav v resnici seveda vse premoženje imela vlasti vladajoča partija in je zelo skrbela za to. Ja. Imaš prav. Boštjan, enako vprašanje zate. Kateri politični dogodek pa tvoje najbolj obeležil leto, ki se izteka? Pa ja, jaz bi rekel recimo tako, seveda dogodek, ki bo imel najgloblje posledice, je gotovo smrt Aleša Šutarja, ne? Ker tu se je pokazalo prvič, da je ta oblast, da je cesar naka, ne? Ker ves čas so imeli oni vedno to magično formulo, da so tisti, ki nastopajo zoper Rome, mislim, ki nas ne nastopajo zoper Rome, ampak ki se trudijo, da zakoni in ustava veljajo za vse, ne? Da so tisti fašisti, čeprav da so, bi rekel, da so zakoni in ustava obvezni tudi za Rome. Ne? In zdaj seveda so prišli v položaj, ki je nevzdržen, ne? Ko oni sami postajajo fašisti, oziroma če želijo ukrepati, morajo pač početi tisto, kar so učitelj prej drugim, da so fašisti. Ne? In zdaj seveda ne ukrepajo in morilca Aleša Šutarja še danes ni, kar je popolnoma neverjetno. Ne? Kar je seveda manj verjetno je to, oziroma kar ni toliko neverjetno je, da je bes ljudi, na Dolenjskem, ki so neposredno ali posredno prizadeti z Romi, neverjeten, da so skandirali proti Golobu, ki je prišel v Novo mesto, prav tisti, ki so ga 4 leta nazaj volili, in to je seveda v bistvu srednja južnoslovenska regija, najbolj propulzivna, tudi bi rekel z največjim slovenskim GDP-jem, če se ne motim, regija, z najboljšimi podjetji, ki je v nekem kolapsu zaradi pač neke logične posledice te nastrojenja, te tako imenovane profit partizanske vlade, ta formula OF-a, ta formula, bi rekel, magičnega pluralizma, bi rekel,
družbenih interesov, ne, da so eni fašisti, mi smo pa antifašisti, ker se utemeljujemo na, bi rekel, vrednotah revolucije in tako naprej. Ta je popolnoma propadla z vsakim trenutkom, ko ni in tudi se ne bojo našli. Jaz sem zelo pesimist, da bi ga našli, ker oni bi morali, ko smo govorili v eni od prejšnjih oddaj, zavarovati vse forenzične sledi ad hoc na tisti večer, zapreti vse, poklicati ukrepitve iz Ljubljane, forenzike za ta primer, ampak seveda zdaj, če bojo koga zaprli, ga bojo pro forma zaprli, ga bojo potem pro forma spet izpustili ali pa nazaj zaprli, ali pa hkrati to. Ne. Drugo pa seveda ena zadeva, ki bi mogoče se s Petrom malo ne strinjal, ne, je ta, da zdaj bomo šli v leto 26, če vzamemo 5 let nazaj, leto 21, ne, so bile vse cene približno za tretjino manjše, kot so sedaj. Ne. In ta draginja, ki jo je povzročil Golob, ne, se seveda pozna. Ne. To se pozna. In druga zadeva, recimo, kar se številk tiče, v Sloveniji je 100,000 tam nekje samostojnih podjetnikov, takšnih in drugačnih oblikah, a ne, tem je Golob dobesedno porabal par tisoč evrov vsako leto, zdaj pa odvisno od njihovega poslovanja koliko. Ne. Potem je, to je 100,000 ljudi, ki so seveda inteligentni, a ne, ker če ne moreš biti samostojni podjetnik, če nisi inteligentni, ki dobro razumejo govorico številk. Potem so zraven še podjetniki, ki jih je pač stisnil v kot s to, bi rekel, božičnico, ne, ki so morali oni plačati, a ne, in Golob je v bistvu neke vrste specialist za ustvarjanje zamer med odločujočimi družbenimi sloji. To je prav neverjetno. On si je ustvaril zamere najprej seveda med zdravniki, a ne, to je fronta, ki obsega zdravnike, ki obsega sestre, ki obsega njihove sorodnike, ne, in to, če to se seštejemo, dobimo že kar eno manjšo armado, tudi za slovenske volilne razmere. Potem si je ustvaril seveda nasprotnike med samostojnimi podjetniki in med podjetniki. Potem si je ustvaril nasprotnike seveda med kmetstvom, a ne, ki je tudi zelo širok sloj, a ne, potem za zadnjo kampanjo, a ne, kjer se je promoviral kot doktor smrta, ne, dajmo jih prosim čim več zastrupiti pa udušiti, ne, si je ustvaril nasprotnike še med upokojenci, ker jaz recimo še na predčasne volitve in sem vedel, da se bo to dobro končalo, zato ker sem videl ogromno upokojenskih parov na predčasnih volitvah in sem vedel, da ti ne volijo, bi rekel, za ta zakon, ne, ampak se refleksno bojijo, da jih ne bi Golob v kaj porinil, a ne. In ta situacija je na nek način odraža vso to tragikomičnost, mislim, se je videla komičnost, ne, pojava Robertine, pa ne smemo pozabiti, ja, da mu ne bom krivice naredil, ne, da mu ne bom krivice naredil, glavni dogodek leta je pa seveda, Tina je rekla da. Okay. Je rekla da. Jaz bi zelo pomembna dogodka sta bila tudi 2 referenduma, ne, ki jih je oba vlada zgubila. Prvi je bil značilen za to vlado, ne, ki ob tem, da dviga davke, ne, hkrati deli, ne, krade vsem ljudem in deli neki eliti na način, ki smo ga podedovali iz tudi prejšnjega režima. Ne. Še hujš, ne, pravzaprav smo pri sovjetskega režima to podedovali, ker tisto je bil sistem, kjer so bili vsi enaki, ker pa se je na ta način ta elita ni htela delati, pa je tež preživela, ne, so pa za partijsko elito imeli modre kuverte, ne, modre kuverte, ne. Pri nas pa, ampak so to skrivali, da bi vendarle obveljala ta enakost ljudi. Niso se hvalili. Pri nas so pa iz tega naredili, in to po padcu komunističnega sistema, ne, socializma, vrednoto. In je vlada, ne, to, da bo vzela revnim ljudem in delila nekim za zasluge denar, še v večjih zneskih kot v socializmu, ne, so s tem naredili vladno politiko. Ne. Nas so se pa v težavah, ker je se temu del pač predvsem opozicija uprla, ne. Sam sem pa poskrbel, oziroma mi je uspelo nekaj, kar je zelo mene presenetilo, ne, da sem dobil podatke o tem, koliko denarja in kakšne vsote sploh delijo in komu vse. Točne spiske pred referendumom je to presenetljivo Zavod za pokojninsko zavarovanje objavil te dodatke k pokojninam, ne, in z zneski tudi zato, ker športnikom delijo po novem Vilfanovem zakonu, kar je še bistveno več, ne, z imeni in priimki, in ti zneski so, mislim, da ljudi presunili. Te zgodbe so se tudi odlično brale, ne. To, da dobiva Svetlana Makarovič četrt stoletja vsak mesec, no, v lanskem letu po 2000 evrov dodatka mesečno k pokojnini, to so ljudje razumeli kot nepošteno stvar, ne. Pa tudi to so razumeli, da je neka gospa leta 1969 po svojih starših podedovala ta dodatek za zasluge in ga še danes dobiva, ne, višjega kot večina ljudi pokojnine, in to večkrat višjega, ne. To je ljudi zabolelo, ne. Kot tudi tisti spiski
teh športnih privilegirancev, na katerih je sicer nekaj res izjemnih športnikov, kot je Mima Javševec ali pa Bojan Križaj ali pa gospod Bojovič, ki je bil zaprt zaradi sodelovanja pri uboju. Ampak tam je vrsta imen, ki v resnici ljudje za njih še slišali niso. So zaradi enakosti, ki jo propagirajo te nevladne organizacije, pa mnogi, so pač morali tudi paraolimpijci dobiti te velikanske dodatke, ki jih niti oni športniki ne bi mogli dobiti. In to se zelo širi in to je bolelo. Mislim, ta referendum je bil pomemben, bil je pa pomemben in presenetljiv tudi drug referendum, o tej pomoči pri samomorih države, ki ga je vladna koalicija lažno razglasila z poimenovanjem za nekaj čisto drugega, in ki je bil za mene neverjetno, zaradi tega, ker smo odločali o tem, da bodo morali zdravniki kot stroka v obdukcijskih poročilih lagati o vzroku smrti in ne napisati, da je šlo za pač pomoč pri samomoru, ampak nek čist drug razlog, ki v resnici ni bil razlog. Ta referendum pa je bil lepo ogledalo te oblasti in presenetljivo so ga izgubili, ker vse raziskave, vse napovedi so bile, da bojo zmagali. Niso ga raziskave. Kdor jim verjame, pa res. Vse en tak referendum so predtem že dobili. Ampak v principu imaš prav, sem hotel samo to povedati, da se je v tem letu pokazalo, da recimo, da to Robertini priznamo, da ona dva, pa 8. marec, pa naša Nika, ki je tako skrbi, pa boli za male ljudi, da oni so res imeli to formulo, da bodo do vseh dobrih pa vse, vse bojo obdarili svojo dobroto. Odnutri, vse one, pri nutrijah je Robertina začela, da bo, in tako naprej. Ampak ljudje so potem kmalu videli, da obdarujejo zgolj redko privilegirano elito in to z zneski, ki so bili fascinantni. 1 milijon tista nevladna organizacija, za katero nikoli slišal. 2 milijon za katero, ki se zavzemajo za pospeševanje megle in sajenje rudnega prirastka ali nekaj podobnega. Milijon, in pa nenavadno niso ustanovili neki za nutrije, da bi dali 10 milijonov. Še niso, ampak to gre vse na račun koga? Na račun tistih, ki ustvarjajo, ali pa tistih, ki so ustvarjali na račun upokojencev. In to se je približno, se je to videlo, in to je recimo, ampak sej ob tej, veste, če ti vladaš na način, kot vlada sedanja vlada, da ti je, bi rekel, glavno retorično orožje v bistvu laž, potem ne moreš pričakovati, da so vsi ljudje do konca tako dobesedno zarukani, da bodo vse te cukrarije od Nike Kovač in Robertine ves čas kupovali. Mogoče kakšni bodo. Sem prepričan, da v delu, ampak jaz mislim, da zelo majhnem delu slovenske populacije še vedno obstaja nek tak antirefleks vsega, kar je antisocialistično ali pa anti-Tito ali pa anti-Kučana. Ampak to je majhen del, in ta del je seveda privilegiran na tem. To je ljubljanska zgodba, medtem ko Slovenija piše druge zgodbe, piše druge zgodbe, jaz se govorim z ljudmi, jaz nisem srečal enega v 4 letih, niso zelo neverjetno. Srečal sem ogromno ljudi, če tako, dobro, se družim tudi z njimi, ampak ki so volili SDS. Ampak enega nisem srečal, ki bi mi rekel, jaz sem pa volil Goloba. To je verjetno, ko te poznajo, pa niso hoteli. Ne, ali pa ne poznajo, ne poznajo, pa sej prihajam v stik s toliko in toliko ljudmi, ali pa da bi nekdo napisal, jaz sem pa volil Goloba. Jaz bi še nekaj pomembnega dodal pri tistem, kar si prej omenil pri problemih, ki so z romsko skupnostjo. Mislim, da smo pri tej romski skupnosti priča hudemu porazu neke politike, ki je bila v državi prevladajoča desetletja in temelji na nekem prenosu pristojnosti na mesto iz državnih institucij in stroke neke nevladne organizacije, ki si jih plačujejo in so v državi vsilile neko politiko prikrivanja. O Romih, recimo policija, pa tudi sicer o narodnostih pa o tem ne sme obveščati javnosti in to sistematično javnosti prikriva. To delajo že dolgo. Zdaj je ta sistem sam propadel zaradi tega, ker se je pojavilo nekaj medijev, ki niso vladni, državni, ki so pa poročali o tem, kaj se dogaja, recimo, da so strojani zmlatili Čemažare v Ljubljani, pa še kup takih dogodkov. In na vrhu tega se je potem zgodila ta smrt v Novem mestu, ker so spet razkrili
ljudje, domačini na družabnih omrežjih, mediji, policija so to sistematično prikrivali. Prve novice so bile, da je žrtev vredna. In zakaj ta sistem, prikrivan ljudem propada? Zaradi tega, ker je posledica tega sistema dejansko natančno obratna od tega, kaj so hteli. Ker ni individualnih krivcev, imen pa priimkov, nastane spor med skupnostmi. Zdaj imamo pa dejansko spor z romsko skupnostjo in drugimi skupnostmi, ker če ni individualne krivde in posameznikov, je cela skupnost kriva. Če se prikriva, je seveda cela skupnost kriva. Ne? In to norost povzroča ta neumna politika, ki je bila pri nas dolgo uveljavljena in je pravzaprav še. Mislim, da bojo to morali spremeniti. Ni res, da so krivi za te dogodke in za ta kriminal vsi Romi. To je neumno. To je posledica tega neumnega pristopa. Posamezniki so in te mora država kaznovati in tu stvari ne morajo rešiti. To hočem reči, tu stvari ne morajo rešiti nevladne organizacije, ki jih zalivajo z denarjem, zato da se tam fajn imajo. Tu pač morajo stvari rešiti policija, ki pa ne more, ker so izvajali čistke cel mandat. Cel kup direktorjev so zamenjali in zdaj je kriv menda direktor, ki je bil en mesec prej imenovan in ki seveda nič ni kriv. In tu more stvari rešiti tožilstvo in sodstvo, ki pa sta oba, to bi poudaril, močno feminizirana, tu nimamo niti slučajna opravka z enakostjo spolov, ker moških sploh ni, in ki jaz mislim, da upravljajo vlogo tako rekoč v skladu s politiko teh nevladnih organizacij. Dajmo prikrivati stvari, zataškati, tudi tam, paste, ni imen in priimkov, sodbe se skrivajo, do njih sploh ne moramo priti. Ljudje so celo obsojeni, sem zdaj videl, ker si drznejo sodbo objaviti, ne da bi cenzurirali osebne podatke. Zdaj pa kaj pa je vsaki sodbi glavni osebni podatek? Zdaj sem neko sodbo bral, kjer je bil naslov objavljen, pa je bil nekdo zato na hitro obsojen, po hitrem posodbu. Glavni osebni podatek je ime in priimek. Paste. Če se ne sme objaviti osebnih podatkov, se ne sme objaviti niti kdo je bil obsojen. To je gledajte, ta sistem je nor. Največji paradoks, Peter, je pa to, da je bil obsojen v imenu ljudstva. Sodba mora identificirati tistega, ki je kaznovan. In to tako, da veš, kdo je, ne tako, da se to skrije. Ta ideja, da se prikrije, kdo je kaznovan, je nora. Je v neskladju z ustavno ureditvijo in sodstvo, ki kaznuje novinarje, ki si drznejo razkriti, kdo je bil kaznovan, je zmešano. Zato jih pa kaznuje. To je prav povedano. Kaznuje. To še celo objavijo. Ampak tudi so bile ideje, da se ne bi. So bile, tako je. Da se ne bi objavili. Kaznuje določene novinarje, določene ljudi kaznuje. To so čisto jasne prioritete, ne bom jaz svetil v svojem primeru, ampak to pač in glavna rak rana te slovenske družbe, to ponavljam kot bi rekel rožni venec, v teh oddajah je nedelujoče pravosodje. Nedelujoče pravosodje oziroma vertikala, hierarhija vertikale tega pravosodja, ki blokira vsako stvar, ki bi bila v duhu ustave in v duhu zakona in v duhu pravosodja. In potem imamo take absurde, o katerih smo tukaj že tokrat govorili, in ki jih sploh nima smisla. Mogoče še en dogodek v letu 2025, ta odstranitev upravnega, se pravi neizvolitev preko sodnega sveta Pogačnika in umik v penzijo Mijo Draga, mislim, da Đorđevića, to so neki znaki, da se utegne nekaj premakniti, zato ker preprosto vsi ljudje v pravosodju niso dundeki, niso pokvarjeni sodniki, ki bi sodili namerno, tako da bi obsodili novinarja, Mislim, ti novinarja ne moreš obsoditi, že to je nekaj narobe. Če bo ta človek šel zdaj v Bruselj, karkoli, bo to halo. Ti ga ne moreš obsoditi, zato ker ti praviš, ker je deloval v skladu z ustavo, ker je pač razkril identiteto tistega, ki bi obsojen v imenu ljudstva. Na vsaki sodbi piše sodba v imenu ljudstva. Ampak kaj se vam ne zdi, zdaj bom jaz malo tu igral vlogo hudičevega odvetnika, če ne zamerite, se vam ne zdi, vidva doskrat rečete recimo ne moreš, Vsak človek bi rekel, pri zdravi pameti bi rekel ne moreš, ampak
A ni neka značilnost, da ne bom rekel celo leitmotiv te oblasti, da nam skozi dokazuje, da lahko nekaj, kar mislimo, da ne more. Ne? Se mi zdi, da cel mandat, ali pa posebej še to leto 2025, so nekako na okus prišli, jaz ne vem točno zakaj, mogoče vidva veste razlog, tega, da nam vsak dan dokazujejo, da nekaj, kar se nam zdi nemogoče, no? Bom tako rekel, da oni naredijo za mogoče. Absolutno drži, ta oblast je pokazala, da je mogoče skoraj karkoli. Ne? Mislijo si mimo vseh načrtov, proračunske načrtovanja, da bo izplačali nek dodatek vsem in ga izplačajo. Ne? In se nič kaj dosti ne zgane. Opozicija ima pa zapravo pametna razlog, ker si vejo, da to delajo zaradi volitev in če bi reagirali, bi si zabili avtogol, ne, mediji so vsi bolj ali manj podrejeni vladi in tudi kalkulirajo, na koncu bo sam prišel račun. Jaz bi še eno stvar dodal pri teh sodnikih, ker se mi zdi zanimivo. Ne skrivajo sicer imen, je pa res, da so prestrašeni. To sem samo opazil, ko sem. Glejte, mediji imamo prepoved, da bi snemali sodne obravnave. Moraš dobiti posebno dovoljenje, da sploh smeš fotografirati sodnika. In sam sem v nekaj primerih pa zaprosil za to posebno dovoljenje in sem ga tudi pridobil, zanimivo na Vrhovnem sodišču. Ne. Tak primer je bil recimo, ko sem šel na Dolenjsko zaradi nekega spora z Romi, ki sem branil na nek način za pozornostjo tudi romsko družino. Drug primer pa je bil v Ljubljani, sojenje gospodu Tomšiču. Ne. In tam je najprej, mislim, da tožilka prosila, da ne bi nje slike objavil, ker ima lahko težave. Potem je tudi sodnica to rekla, da naj prosim nje ne fotografiram, ker lahko ima težave, ker je to nevarno, je lahko žrtev. Ne. Potem je to še skoraj da Tomšič to zahteval. Ne. In to kaže ta nek strah, ki je in mogoče pa res država premalo skrbi za varnost sodnikov. Pred kom oziroma pred ljudstvom? Pred tem, da bi ljudje vedeli, zdaj oni dejansko sodniki sodijo, kriminalcem in jih je lahko upravičeno strah, ampak ti kriminalci itak vejo, da jim ti sodniki sodijo, tako da se dobijo sodbo. Ni to, da mediji poročajo to, da bi ti kriminalci kaj izvedeli, ti vejo, da navadni ljudje zvejo, tako da tu se mi ta strah se mi je zdel nenavaden in na nek način značilen za ta naš pristop sodstva, ki se skriva na nek način pred javnostjo. Cela oblast se vedno bolj skriva za zakonom za varstvo osebnih podatkov, kjer vse bolj zginja možnost ljudi, da pridejo do informacij in da s tem nadzorujejo delo oblasti. Sodnikov, izvršne oblasti, zakonodajne oblasti. In to je tisto, kar mene skrbi. In to je tudi nevarno pri tem pregonu novinarjev, ker bo, strah nas bo, vedno bolj, nas bo strah. Pa se zato gre. Še tiste redke, ki kaj naredijo. Sej, zakaj pa je to bilo tako nenavadno, da so ti sodniki pa drugi v sodni dvorani tako reagirali? Ker preprosto niso vajeni, da bi novinarji sploh poskušali in pridobili dovoljenje, kar jaz sem, ker tega ne počnejo. Ker teh poročil praktično ni, ker so ljudje pristali na to, novinarji pa mediji pristali na to filozofijo teh nevladnih organizacij pa oblasti, da je treba ljudem prikrivati. In to počnejo. To je popolnoma, še enkrat vztrajam na tem, to je popolnoma nelogično, ker sodbe so napisane v imenu ljudstva in ljudstvo, v imenu katerega se sodi, je pač dolžno, da ve vse podrobnosti in drugo. Zaradi varstva osebnih podatkov ne smeš. Potem pa to protislovno, potem pa protiustavno. Potem pa te sodbe niso v imenu ljudstva, kajti ljudstvo je potem ne more ljudstvo pač sodelovati v nekem sojenju oziroma da se to odvije v njegovem imenu, če ljudstvo samo ni upravičeno, da zve, kako se je to sojenje odvijalo in kako se je končalo. To je pač protislovje. In protislovje ne more biti v zakonu. Mislim, in to je protiustavno. Ti imaš v bistvu tu imaš prav, ne? Ampak jaz še enkrat vztrajam, in ta oddaja ena redki, ki se to lahko reče. To, da je bil naš kolega Perš obsojen, ni to, da je bil obsojen, ker se pač nekdo zmotil ali pa ker je imel pač nekdo slab dan ali pa ker pač zato, ampak zato, ker je to v seriji vsega, kar se dogaja. Da se tistih par redkih, ki si še upamo govoriti in pričati po resnici in ljudi obveščati o resnici, ustrašijo. Se isto so počeli na dveh frontah, to počnejo. Primer sodnika Radonjića je čist isti primer zlorabe pravosodja za politične namene. In pri nas je glavni problem, vztrajam na tem, in to je tudi glavno sporočilo leta 2025, da je glavni problem Republike Slovenije je pravosodje. Pravosodje, ki je pristransko, ki je nefunkcionalno, ki je neučinkovito, ki sodi po 10-15 let. V Avstriji so stvari končane v 10-krat krajšem času.
pol leta, v enem letu. So zadeve zaključene na vseh stopnjah. Pri nas se pa vlečejo 20 let, ali pa se vlečejo 15 let, ob tem, da imamo največ sodnikov na prebivalca v Evropski uniji. Največji problem Slovenije je neučinkovito in nedelujoče pravosodje. Ob tem pravim še enkrat, da me ne boste narobe razumeli, je mnogo ljudi, ki sodijo po poštenju in po pameti, mnogo poštenih sodnikov in sodnic, ampak ker je hierarhija pokrita, ker je blokirana, vključno z Evropskim sodiščem, tam je največji problem, Tudi, bi rekel, slovenska pravosodna elita odloča v Štrasburu, kdo bo šel naprej in kdo ne bo, kateri primer bo šel naprej in kateri primer ne bo šel naprej, Smo tam, kjer smo. Slovenija se bo premaknila naprej, ko se bo v pravosodju zbrala dovoljšna kritična masa in ta primer, recimo, Pogačnika in Đorđevića mi kaže, da se določene stvari odvijajo v tej smeri, da bo sodstvo postalo tako, kot je v Evropi. Se pravi, delalo to, kar mora, tako kot mi delamo zdaj, komentiramo. To je pač to je zelo enostavno. To ni nobena velika skrivnost. To bi rekel, najbolj bizarno je to, da ima s to ureditvijo sodstvo in pravosodje samo strašne probleme. Zdaj bo bil konkreten primer. Jaz pač pridobivam sodbe tudi pod roko na načine, ki so v resnici kršitev zakona in bi bil obsojen kot kolega Perš, ker objavljam podatke, ki jih ne bi smel. In pod roko sem nekoč dobil neko sodbo gospoda Pogačnika o tem, da dva migranta, ki sta z avtom pač iz Dolenjske vozila migrante, ki sta jih tam pobrala, pa so jih policiji ujeli, da so jih oprostili zaradi tega, ker sta to naredila enkrat in enkrat po mnenju pač sodnika še ni kršitev, ker mora biti večkrat, bolj gre za trgovino, enkrat ni. In je zato oprostil. Tisto, kar se je zgodilo, ko sem to sodbo objavil, ki sicer ni dostopna javnosti, ker to prikrivajo, so morali varovati osebne podatke, je to, da so me klicali odvetniki. In so me prosili, če jim lahko posedujem to sodbo, ker oni do nje nimajo dostopa. Vpletenih v procesu. Iz istih, tudi drugi, istih razlogov, ko mi zaradi varstva osebnih podatkov tudi oni ne morejo videti, kakšna je sodna praksa in bi to rabili, da bi lahko pošteno upravljali svoje delo. In uradno do teh podatkov v tej državi ne morejo priti. Pazite, tudi sodniki in drugi ne morejo priti do sodb. Iz istih razlogov, vse za njih velja isti zakon. Študentje prava ne morejo priti do sodne prakse, ker sodna praksa ni objavljena. Naš sodni sistem z tem prikrivanjem lastne dejavnosti, po mojem, dela samomor. In to je meni bilo to, jaz sem se ob tem režal, da to je bilo smešno. To se sliši sicer zelo presenetljivo, ampak naj mi bo dovoljeno, lahko povem osebno izkušnjo, kjer sem dobil domov nek dokument tožilstva, kjer se tudi omenja moje ime, v katerem tožilstvo piše, da je bila pri meni opravljena hišna preiskava. Mimogrede, jaz ne vem za nobeno hišno preiskavo, ki je bila pri meni opravljena. Tako da možno je tudi, da so opravljene hišne preiskave brez vednosti tistih, pri katerih se hišne preiskave upravljajo. Ampak zdaj, šalo na stran. Zdaj, Boštjan Peter. To sicer ni šala, to je predvsem resna stvar. Piše, zdaj ne vem, bomo videli, mogoče so se sam zatipkali ali pa po nekem muštru to piše. Zdaj, Boštjan Peter, po en stran pravita, skrivajo kot kača noge določene stvari vendarle ne skrivajo. Precej so transparentni v tem, kako razumejo oblast, kako se obnašajo, kako, bi rekel, nedotekljive na nek način se počutijo. Zdaj, a je to, bi rekel, neka zadnja stopnja, ker se pač mandat končuje, ali vendarle to kaže, da so precej samozavestni. Ker določene stvari, bi rekel, so zelo plastično, pridejo v javnost, ne samo preko alternativnih virov obveščanja, tudi preko klasičnih. Zakaj bo to? Če lahko to pokomentiram še, kar je Peter rekel, pa se na to, kar ti sprašuje, seveda navezuje, kaj prije v javnost, kaj ne prije. Recimo jaz, kadarkoli sem bil v zadevah Pirjevec in Taufara, kadarkoli sem bil obsojen na katerikoli instanci, je bilo to vse v mainstream medijih. So vsi poročali, Kadar sem bil pa oproščen, ker to je bilo vedno, pa ni noben poročal. Pa ni noben me vprašal, varstvo osebnih podatkov, gor dol, tega sploh ni bilo, pa so vse moje osebne podatke in tako naprej navedli in tudi celo pristransko prikazala, sem in tja. Ampak kljub temu, zdaj seveda ti ljudje imajo pač en sam refleks, znajo nič, ampak en sam refleks imajo, to je pač iz refleks partije, kako se držati oblasti in kateri so mehanizmi za to, da se do oblasti pride. Glavni mehanizem je pač tak, sem ga omenil v začetku v zvezi z Romi, se pravi, da so eni fašisti, mi smo pa antifašisti in eni so stalno grdi zato, ker so fašisti, mi smo pa stalno lepi, ker smo antifašisti. Ta refleks je zdaj začel popuščati. Se še vedno tako obnašajo, vse je to zavito, da so eni pač grdi rački, da opozicija grdi raček, gledajte, kaj nam delajo in gor in dol, ampak
Ampak to je zdaj, mislim, to zdaj lahko verjame, ne vem, mislim, se Slovencev je tako konec koncev toliko in toliko normalnih, če pogledamo državo, mi smo še vedno v špici nekdanjih evropskih, vzhodnoevropskih držav, ne. Nismo nikamor padli, ne, stvar ni še, Slovenija je še vedno lepa, ljubljena domovina, ne, ampak ti bodo seveda, jaz mislim, da pravzaprav tega niti dobro ne razumem, ne, serije napak, ki jih delajo, ne, recimo to z Golobom, pa da oni nimajo novega obraza ali pa ga bojo pripravili, samo kdaj njega pripravijo, ne, da niso Janše zaprli oziroma da ga bo zdaj zelo težko zaprti, to je bilo učinkovito, ne, spet zloraba pravosodja, ker je pač to seveda, to njih čisto nič ne briga, ali oni to zlorabljajo, ne, ampak to se tako dela, ne. Ampak zdaj, ker so ga na prvi stopnji oprostili, ne, je to zdaj zelo kompliciran proces, da ga kar takoj zaprejo, ne. Sploh pa ni več toliko časa, ne. In zdaj recimo to zaletavanje v Prebiliča in Prebiličevi plakati, zdaj, ker so konec 2025, da se bomo vrnili v normalnost, ne, se ne nanašajo na Janšo, da ni normalen, ampak se nanašajo na Goloba, ne. Zdaj se tu ustvarja en strašen, bi rekel, strašna napetost med tema dvema, ki bi mogla složno sodelovati in vleči isti Kučanov voz naprej v novem, iz tega enostavno ne razumem, kje so ti mehanizmi, ne, s tem, da pač opozarjam pred Stevanovičem, ne, ker to je pač čisti blef, ne, in čisti popolni nateg tako imenovanega srbskega, pa niti ne srbskega, ampak srbsko-ruskega lobija, ne, ker je čisto očitno, kam pa Kaloha, ne, kam pes taco moli, ne, da ljudje to zelo, zelo dobro premislijo, ne. Tako da, se pravi, ampak tudi Stevanovič je popolnoma prvo, kar je popolnoma nepredvidljiv, oziroma predvidljiv interesov recimo enih srbskih, ruskih interesov, ne, ki pa seveda niso interesi Slovenske republike. Absolutno, ne, nikoli niso bili, tudi nikoli ne bojo, tudi pod njim, ne. Pa ta utegne prijeti v parlament in potem početi, recimo, da bo parlament s tem, kar smo videli, v čem je specialista, ne, pač v zbiranju ljudi na obvoznicah, ne, da bo potem država še en korak naprej proti kaosu. Ampak sicer jaz ostajam na koncu leta 2025 prvič na nek način zmeren optimist, če to utemeljujem na številkah. Volilna udeležba evropskih volitev in volilna udeležba referenduma zoper, bi rekel, zastrupljanje starejših je bila 41%, kar je že zelo blizu, mislim, ne čist, ampak nek simulans tega, kar se utegne zgoditi na volitvah, ker mislim, da bo volilna udeležba 50% plus 1-2%, minus 1-2%. In imamo potem postavljene neke konture v številkah političnega prostora, ne, na katerih se recimo da graditi nek zmerni optimizem, ampak volitve se dobijo v zadnjem tednu. In v zadnjem tednu sem prepričan, bojo prišli ti ljudje z vsemi mogočimi kartami na plano, katere so, ne vemo, morda tudi oni zdaj ne vedo. Ja, ne, ampak še preden pridemo do volitev, Peter, si hotel še kaj dodati v zvezi s tem. Ene stvari so plastične, druge so skrite. Mogoče zanimiv še en gospod, ki je ravno prišel iz zapora, ne, to je gospod Miloš Milović, ne, pri katerem imamo opravka dejansko, da je bil kaznovan za neko neverjetno nakazilo iz državnih železnic. Nada Drobne Popovič, ki je ravno kar poletela iz Petrola na vrh Gen energije, ki ima nuklearko pod sabo, ne, je nakazala denar nekemu bivšemu varnostniku v vladi, ki je upravljal prakso pri odvetniški družini Čeferin, zato da bi pravosodni izpit naredil, ker je to bilo lažje, če si delal pri odvetniški družini, ne. To je posel, ki je čisto neverjeten, ne, in ko je skušal, predno bi moral iti v zapor, to predstaviti, ne, v pogovoru z Bojanom Požarjem, ne, prišla intervencija gospoda Čeferina, Aleksandra iz Nogometne zveze preko lastnika televizije, da so to predvajanje te vdaje, ki bi bila zanimiva, ker bi nekaj, na njegovo plat pojasnila, ne, onemogočili, ne. In intervju v Večeru tudi. Ja, in to kaže, ne, na kak način je lahko ta elita, kako je zavarovana, ne. Kako mi je res lahko vse eno, ker to ni edini tak primer, to je morda najbolj razviden bil, ne? Ampak mislim, da v večjih medijih, ki so pod direktnim vplivom vlade, kot je javna RTV ali pa STA, je to še veliko hujše in bolj zlorabljeno, ne. Tako jaz bi na to bil tudi pozoren. Vse tisti ljudje, ki pa jih stvari res zanimajo, so vendarle vsaj deloma do teh informacij prišli. No, je pa dogodek zadnjega leta bil, no. Jaz upam, da takšnih v prihodnje ne bomo več dosti priča in da smo se tu
lahko optimisti. No. Veliko stvari smo že omenili, kaj se je političnega zgodilo v letu 2025, pa predno gremo malo na napovedi za naprej. No. Ti si sicer malo že to tudi pokomentiral, Boštjan. Enega dogodka pa še nismo, ki se meni osebno recimo zdi tudi dosti pomemben. Ne. Tu pa je zelo plastično, da predsednik vlade in župan glavnega mesta se zasebno dobivata v lokalu, sicer v zasebnih prostorih, na zaporno kazen pravno močno obsojenega človeka za trgovanje z drogo. Zdaj, recimo, če zelo karikiram, ne, če bi mi zdaj bili Kolumbija, to zgleda tako, da bi se predsednik vlade Kolumbije in župan pač Bogote dobivala, ne vem, na haciendi Pabla Escobarja. Ne? V marsičem smo Kolumbija in to je to, kar je Peter rekel. Ja, ne, ampak sem to, prosti vprašanje. Ne, se pravi, neka evropska država, ne poznam primera, pa tudi mogoče širše od Evrope, kjer bi prihajalo do takih dogodkov, to prišlo v javnost, praktično dokumentirano, ne, s fotografijami, posnetki, nihče tega ne zanika, nihče tega ne presprašuje. Ja, najbolj zanimivo, recimo, razlika, ne, je to, ne, recimo, zdaj, to je pač ponarodelo tisti Jankovićev intervju, pa vi se ništa na HRT-u, ne, ker novinar vpraša, pa vi se ništa ne plašite, da se vam nešto desi, da se vam ne bo nekaj zgodilo, nekak, ne, pa potem on pravi, ja, jaz sem zoper Janšo, jaz sem se na razini efektivne vlasti uvek na nivoju izvršne oblasti vedno zauzemal zoper Janeza Janšo in sem imun. Ampak tle ni to bistveno ta drug del, ki je bistven prvi del. Novinarja, hrvaškega novinarja, ki seveda se je pač pripravil na pogovor z Jankovićem in seveda te dosije, ki seveda krožijo okrog po medijih, ki je bil vse on oproščen, pa kolikrat so pozabili v predalu, pa to, ne, in se je hrvaškemu novinarju zdelo to ključno vprašanje, kako da se on ne boji, kajti na Hrvaškem bi Sanaderja zaprla, ne? Mislim, da še zdaj noter, ne, na Hrvaškem, recimo pa vsi mislimo, ja, Hrvaška se je kasneje pridružila Evropi in tako gor, ne, ampak na Hrvaškem pravna država deluje. In ta refleks novinarja, da najbolj, kaj ga je zanimalo Janković, je to, a se vi nič ne bojite, se vam bo kaj zgodilo, ne? To kaže na to, da je percepcija, ne, bistveno, bi rekel, so Hrvati in je Evropa bolj ozaveščena, kar se tega tiče, kot so nevarnosti in teh, bi rekel, alijans med kriminalom in politiko, kot so to pri nas. Ne? In to je v bistvu, jaz si ne znam razložiti to drugače kot neka vrsta demonstracije moči, ali pa to, kar je Peter rekel, da oni računajo, da itak mediji bojo to vse zamovčali, prikrili, ampak ti sam poglej, ta zgodba z Milovićem. To je zdaj 1 leto, a ne, jo ti vlačeš ven, a ne. Če bi takrat imel intervju, ne, je to bila 1 od ure moči, a ne, 1 od intervjujev v Večeru, vse bi se že pozabili. Ampak na način, da se pa to, da je pa nekaj prepovedano, ne, je pa to način, ki se vzdržuje vzmet pozornosti, a ne, ki nikoli ne popusti, a ne, tako kot ukiniti neko vdajo ali pa karkoli, a ne. To je zelo dvorezen meč, ne, ampak očitno, recimo, da bi bil jaz golob, a ne, tega se sigurno ne bi z Jankovićem družil, oziroma zgolj v okviru formalnih pristojnosti, ampak nikakor pa ne v prostoru obsojenega, bi rekel, narkokartelista, ali kako se ta zadeva že imenuje, nikakor ne, pa tajno, ne, mislim, tega pa ne razumem, ampak saj tudi jaz večina, ena zadeva, recimo, jaz imam neke kilometrine, ne, ampak ena zadeva, če si iskreno rečem, ne, nekaj vem o svetu, pa v življenju in to, a ne, ni to prva vdaja, v kateri nastopam, tudi ne, da bi samo nastopal v Sloveniji. Ampak jaz ne bi ene poteze, ki jo je naredil Robert Golob, ne bi naredil. Pa to čisto dobro namerno rečem. Ene ne bi naredil. Mislim, ampak to čisto dobro namerno rečem. Sine Irajc studio, ker vse te poteze, ki jih je napravil, so bile nekomu v škodo. Vsaka poteza v letu 2025, ki sklepa ta mandat, je bila nekomu v škodo. Najbolj so bile pač to obračunavanje zdravniki v škodo javnemu zdravstvu in nikomur v korist. Razen izredno ozki eliti, ki pa itak brez veze bi si tisti denar pridobivali, tako ali drugač, bi bile pipce odprte. To srečanje pač nekdanjega predsednika, pa pomembnega funkcionarja Pozitivne Slovenije, ne, oba nekoč direktorja velikanskih državnih podjetij, ki sta jih privatizirala in iz tega veliko zaslužila, je na nek način napaka v matrici, na kar tudi ti opozarjaš. In te napake v matrici so vedno zelo zanimiva stvar. Jaz se še danes smejim, ne, ker potem, ko so mene zamenjali tam na Siolu, ne,
pa so dali novega urednika, je nov urednik prva stvar, ko je naredil, je po enem mesecu cenzuriral mojo kolumno pred par mesecev nazaj, ko sem bil še urednik, kjer sem pisal o aferi Radiator, kjer je največji problem za pač to vlado, ne, huda stvar, ne, tam je umrl, pa pokazali so se hude neke povezave z novinarji, pa zlorabe položajev, pa pletena Levica, pa tudi Golob, ne, in to gre cenzurirati, ne, dejansko, ne, če tega ne bi naredil, pa jaz pol opazil, ker ni bilo lahko čisto slučajno, ker ne gledaš, aj nekdo ti brisal nazaj tekste, ne. Zato se o tem potem dejansko več let piše in poroča, ne, ker taki primeri so izjemno redki, to so hude, amaterske napake, to, kar vidimo, te napake v matrici, kot to srečanje, ne, da se ti in zdaj, če pogledamo te primere, da so pa na Slovenskem na vrhovnih sodiščih, ne, padli procesi proti tem mafijskim združbam iz nekih bizarnih razlogov, podobno kot so proti Jankoviću, ker je tožilka pozabila 2 leti sprožiti postopek, so mogli vse dokaze uničiti pri Stožicah, pa pri farmacevtki, ne, to nam daje nek nenavaden vtis, ne. Rekel so te iste osebe, kot so bile, ne, pa povezane osebe, kot so bile oproščene, pa so tu lastniki nekih nepremičnin v Ljubljani, ker je sploh neroden vtis, ko imamo župana, zdaj že dolgo Ljubljane, ne, ki je to postal politično za nagrado, ker je izgubil neko funkcijo, ne, kot tudi Golob, katerega družina je hara nepremičninsko v Ljubljani, ne. To si je težko predstavljati, da ni povezano z oblastjo, ki jo tu imajo, ne. In temu to običajno v drugih državah preganjajo, ne. To ni, jaz se ne poznam, da bi sinovi od župana New Yorka bili velikanski, zrasti velikanske nepremičninske mogoče v New Yorku. To je tam nepredstavljivo. Ja, povsod je nepredstavljivo. Pri nas je pa to kar normalno. Tam so Peter to dvignali še na nivo više, ne. Tam imaš zdaj otroke in sorodnike preko poroke predsednika države, ki so tudi zdaj, bi rekel, finančno si zelo pomogli v času mandata tega predsednika. No, ampak čak se tudi tukaj imamo, ne, pri nas, ne samo, da so mogoci nepremičninski, ampak jim je država tudi odpisala 50 milijonov evrov dolga ob tem, da so zelo bogati. Ker so to zapleteni postopki, rekel direktor finančne uprave na nacionalni televiziji. To pa celo dosežke Trumpa, ki je predsednik svetovne velesile, preseže. Pa jaz nič zdaj ne branim Trumpa. Ne, samo v Ameriki pač ne moreš, v Ameriki je pač zakon in je črta pa polnoma jasna, ne moreš čez. Tudi ti zaslužki, ne vem, Melania ima kaj novo linijo za prodajo parfema, kako ne vem. Mislim, ja, seveda, tržeš, če si svetovno slaven in če si pač prva figura sveta, jasno, karkoli boš, ne vem, če mesto vodo prodal, da je to voda, da sem predsednik Amerike, pa da je to voda Boštjan Maturka, ne, bo ta voda vredna, hočem reči, ne, pač, ampak to ni nič nespornega, ne, mislim, medtem, ko to je pa seveda, to že ta narativ, kar je Peter, že to, kar je on govoril, sam to vzame, že to vse je sporno, ne, mislim, že konstelacije, obrisi, ja, sinova od nepremičnine, župana in tako, ne, že to je, v bistvu nadgradnjo Trumpa še predlo se je Trump zgodil. Moj komentar je šel v to smer, ne, je to zdaj duh časa, ne, Boštjan, če se malo zdaj premaknemo o tem, kaj lahko pričakujemo v letu, ki se nezadržno bliža, ti si o tem že govoril, ne, vemo pač 22. marca praktično so volitve, to je relativno hitro, ne, prej kot v treh mesecih. Zdaj jasno je tudi, da ta Robertina, ki nam vlada, je praktično permanentno v volilni kampanji, ne, mimo grede druga polovica Robertine zdaj očitno postala tudi kolumnistka revije One Plus, ne. To je tudi nek nov moment, ne, kjer soproga pač predsednika vlade v času ali pa tik pred uradno volilno kampanjo, ne, postane kolumnistka v neki reviji, ne. Kaj ti pričakuješ, kakšno bo to leto 2026? Bo to, praviš, da si zmerni optimist, bo to zdaj prineslo neko streznitev, se bomo vrnili v normalo, ne, kot obljublja Vladimir Prebilič, ali bo nadaljevanje tega festivala svobode na oblasti? Jaz to nemogoče, ne, zdaj prihodnost, ne, je nemogoče, ne, se še Kristus pravi za sodni dan, da on ne ve, ne, za to uro ve samo oče, ne, pa ne potem, mislim, prihodnosti se ne mogoče napovedovati, jaz samo vem, da bo v tistem tednu pred volitvam bojo angažirali vse, kar imajo, ampak to so angažirali že pri tem referendumu, neverjetno, jaz sem Kučana gledal ki je vrtel ključe od avta, tako kot Rožnvensko kronico, res je vrtel, da on se pa zavzema za to, da se bo lahko fental še koga, ker njegovega pleterskega prijatelja se pa ni dal fentat, pa tako hudo, pa tako fajn ga je bilo fentat. Grozljiv, ne?
Grozljivo, oni so investirali celo Kučana, da je šel Rosenvenc oponašati, ker češ v arhetipu Slovencev, da moli za to, kar je govoril, bilo pa čisto grozljivo, oni so vse vrgli, tako kot so Nemci v 43. v bitko na Kursku vrgli vse sile in niso šli skozi. Zdaj, kaj bo naredili tukaj, ne vem, ampak ta vojska njihova je izčrpana, zato ker ti zelo dobro praviš, v nenehni volilni kampanji, ki traja že cel mandat. Ne, volilna kampanja traja, ker šprint, ne moreš ti šprintati cel mandat. Ker ljudje so tega siti. Jaz sem sit, ama res, kiča od Robertine. Pa teh zlizanih besed, pa vsega tega pocukranega besednaka, po moje to sitih ljudi, ki slabše živijo, kot so živeli 5 let nazaj, ogromno. Je pa ne mogoče predvidevati, kaj bo, ne. Desnica je zdaj prvič na nek način deluje brez nekih grozljivih notranjih sporov med Janšo, SDS-om, NSI-om, pa Pogorevca ni več Janeza, ne, zanimivo. Ljudmila Novak je tiho, zanimivo, ona je tiho, če se bila izvoljena, ampak je tiho. Ne klič hodiče. Ja, ne, je tiho, ne, hočem reči, ne, in SLS in ta stranka, se pravi Lotriča, se je poravnala, ne, mislim, tle zgleda, da so tle konture nekako postavljene in ne smemo pozabiti, da kadar je bila desnica složna, oziroma desna sredina, oziroma jaz to imenujem evropska normalnost, ne, je dobro naredila. Kadar se je bila pa sprta, je pa slabo naredila. Zdaj pa se mi zdi bolj, da sta v glavnem sprta Prebilič pa, mislim, ja, če pravi, da vrnitev v normalnost, ne, mislim, to je pač vojna napoved Golobu. Zakaj? Nimam odgovora. Zakaj nekdo, recimo Kučan, ne reče, da je ta vidva nehat? Konec koncev, nista slišala, kaj Turk prav. Ni rekel, da se more povezati, saj s Hanom, no, ne z Golobom. Zakaj pa s Hanom, če lahko samo končamo? Zakaj pa s Hanom je pa čisto logično, to je pa naslednji zelo pomenljiv signal, se opravičujem, pa bom pa tiho. Oni so očitno po nekih javnomnenjskih raziskavah, ki jih delajo, zračunali, da Han ne prije v parlament, da prije v parlament je nujno se poveže s Prebiličem. Oni ne morejo ostati brez SD v parlamentu. Mislim, to se cel temelj podere. To se cela Kučanova diplomacija in njegovo politično zastopstvo podere ob tem, da zdaj, ko delajo Kordiša, ne, brutalno delajo Kordiša, ne, v bistvu 2 levic ne bo v parlamentu, najverjetneje pa tudi ene ne vem. Misliš, sam še to, predno damo Petru besedo, misliš, da delajo Kordiša ali se je Kordiš sam naredil? Ker jaz Kordiša vidim, mogoče sem jaz naiven. Jaz mislim, da se je sam naredil v smislu, da on res verjame v to, kar govorijo vsi jaz sem to povedal in še enkrat na tem ustrajam. Kordiš jemlje to zares in oni jemlje to zares. In ker je komunizem kopija katolicizma in krščanstva, gre za ortodoksijo, pravo vero. Kdo je pravo veren? Kordiš jim dopoveduje, jaz sem bolj pravo veren. Mesec dopoveduje, pa to so več čas delali. To je bilo najprej Tito, Stalin, kdo je bil pravoveren, po je bil Džilas, kdo je bil pravoveren, po je bil Ranković, kdo je bil pravoveren. Vedno so te bitke za pravo vero, a ne znotraj partije in te bitke so spontane. To je genetski zapis, oni tega ne morejo kontrolirati. Ampak zdaj, to, kar se dogaja, pa to vse skupaj nek razpad sistema, meni to tako deluje. Sploh pa, ko gledam Kučana s tistim rožnim vencem, ki žebra, da bi on si prizadeval, da bi lahko Pleterskega zastrupil, sploh ve, kaj govori. To je, da se ti prizadevaš, da bo zakon, da boš lahko nekoga zastrupil. Samo še en stavek, pa Peter lahko do konca govori za invalide. Jaz sem to zdaj izvedel zdravnikov. Večina fantov, ki pade z motorjem ali pa v prometnih nesrečah in ostanejo invalidi, si želi umreti ta prvi mesec. Ampak samo ta prvi mesec. Potem pa nič več. Madonna, da imamo tak zakon. A veste, kaj je to? Ne? In ta žebra tam, da mojega prijatelja Pleterskega nismo mogli fenta, zdaj pa prosim, dajte, da ga bomo. Ja pa halo! Peter. Najbolj zabavno je bila dogodek konc leta, ne? Ko je ustavno sodišče razveljavilo vladi njeno glavno reformo. Zdaj, pri tej reformi je treba pozoriti na neko ozadje, ki ga vsi zamočijo. Ne? Mi živimo v Evropi, ki je svojo socialno državo zagotovila zdravstveni sistem, v katerem vsi ljudje plačujejo, tisti, ki imajo boljše prihodke več, tisti, ki imajo še manj, zato da vsi dobimo zdravstveno zaščito. To je model evropske socialne države, za razliko od ameriške, kjer dobiš to, kar plačaš in so včasih revni, če niso zavarovani, ne morejo dobiti zdravstvene oskrbe. Ne? Ampak pri nas so to prevedli v to, ne, da je to pridobitev socializma, in to sovjetskega, ne? In da je temelj te pridobitve to, da se izvajanje te zdravstvene oskrbe, da tega ne smejo izvajati podjetniki in zasebno, da to dela država.
To so nam prodali zadnja leta, tudi ta vlada sedanja. Ne. Zato preganja podjetnike na tem področju, ampak samo zdravnike. Ne dobavitele, pa ostale, tam razumejo, da bi se sistem zrušil, če bi to vse podržavili. O nekem dolgu govorijo, ne, do družbe. Ja, o nekih dolgih govorijo, ne, in zdaj zalomilo se jim je na koncu leta, ker je celo levo ustavno sodišče, ne. Pa to soglasno, ne. Ja, vendarle ni moglo tegale vračanje v sovjetske čase, v moderni Evropi, kjer pa zdravstvo velja za gospodarsko dejavnost, ne, spustiti skozi, ker bi To ne gre na evropski ravni, to je kršitev evropskih pravil, kjer pa velja trg. Ne, ker tudi smila gremo se zdraviti k zasebnikom v sosednjo državo, pa ni noben problem, on ni dvoživka. Pa tudi v Avstriji mirno zdravniki iz državnega zdravstva delajo pri zasebnikih dodatno. Osebno jih poznam, ne, sem se z njimi dobival in to ni tam nič. In v nobeni drugi državi ni problem. Samo pri nas je problem zaradi te pač specifične zgodovine, pa še tu se jim je zdaj zalomilo. In to je na nek način tragika te vlade, ne, da na koncu se jim zalomi celo pri ustavnih sodnikih, ki so si jih oni sami postavili. Ne, in ki je v ustavnem sodišču, ki je ne samo nagnjeno kot stolp v pici, ampak je že padlo kot tisti stolp. Ne, imamo enega ali pa dva sodnika, ki si drzneta vse malo podvomiti o teh kako bi rekel, veličastnih zamislih iz prejšnjega režima, kako je državna lastnina rešitev vseh problemov, čeprav vsi vemo, da je to zelo težko, ker rabiš potem izjemno sposobno oblast, učinkovito, ker je pa mi nimamo. Ne. To je vedno propade. Ne, v kakšni državi celo gre. Ne. Kitajska se je kar izkazala zadnje desetletje, če smo pošteni. Čeprav je res, ne, če ne moreš zaupati ustavnemu sodišču, ki ga vodi brat predsednika UEFA, komu sploh še lahko zaupaš. Pa še ena zadeva bi jo prvi poudaril, nekaj svetlega. Ne. Mislim, to se mi je zdelo, recimo cerkev je prišla nazaj v tisto nujno formo, ki jo kot cerkev mora imeti, da govori družbi. In recimo Zore, ko bo naši pred domovino, ko so se postrojili pred volitvami, Golob in vsi, je lepo rekel, lejte, obstaja meja, ki jo politika ne sme preseči. To je meja, se pravi, življenje, smrt, eutanazija in te stvari. In to je odlično intoniral, mislim, to je bil prav državniška pridiga, ki so jo kot tako tudi seveda raztrgala, ampak sporočilo, predvsem pa to, da se je cerkev zavedla, da ne more molčati ob najhujših zlorabah, ki se v družbi dogajajo, in to tudi artikulira, in da je imel zbral Zore celo ta pogum, da je to povedal direktno, neposredno v pridigi predsedniku države in predsedniku republike, oziroma, ko se to reče, drugi polovici od predsednice, od požrešnice, karkoli, ki je bil tam pač najbrž kot mož, se pravi eno stane ali karkoli. Mislim, to je nekaj, gospodu. Ne vem, kako se to imenuje. No, pa prva dama, prvi gospod. Prvi gospod, no dobro. Analogno bi bilo prvi gospod. Ja, prvi gospod, ja. No, ampak to je brez veze. Bistveno je pa to, da je cerkev razumela, kaj je njeno poslanstvo v družbi. Da ne more molčati. Kristus tudi ni molčal. In to, da si upal celo povedati, lejte, obstaja meja, ki je politika ne sme preseči. Meja med življenjem in smrtjo, meja med človečnostjo in nečlovečnostjo. To je bilo odlično. Super. Secirali smo leto, ki se izteka, malo smo vrgli karte oziroma pogledali lukavno usedlino glede leta, ki prihaja. Peter Jančič, dr. Boštjan, Marko Turk, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, vam pa v imenu celotne ekipe Ure resnice želimo uspešen skok v novo leto, predvsem pa, da bi bili zdravi in da bi se radi imeli. Mi se ponovno vidimo v petek, do takrat pa kot vedno lahko noč in srečno.